Tudi jaz sem vesel, da sem lahko to nedeljo z vami. Hvala gospodu Župniku, gospodu Vikanu za pozdrav in pozdravljam tudi oba navzoča duhovnika. Predvsem pa vas, ki smo se zbrali tukaj, zato da bi pustili Bogu, da nekaj povzroči v naših dušah. Nekateri ste se pripravili tako, da ste prišli tudi peš in je gotovo nekaj lepega. Takrat, kada človek vloži kakšen napor, takrat gotovo potem bo Bog je bolj odprt in Bog lahko da več milosti. Prejšnjo nedeljo nas je Jezus v Evangeliju vabil spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo. Danes pa imamo pred seboj zgled svetega Pavla, ki je prav svojim spreobrnenjem luč za vrhniško ljudjo in za vse, ki se tukaj zbiramo ali sem Romom. Bog vabi vse ljudi, da bi bili v popolni nadnaravni življenjski skupnosti z njim. Greh pa je to povezano z Bogom po duši. Najprej osebni greh, izvirni greh, kakor ga podeljuje vsak človek, in potem grehi tudi vsakega človeka. Ampak Bog ne odnema. Svojo ljubeznijo išče vsakega človeka, da bi v življenju vrednote pravilno razporedil in imel za pomembno tisto, kar je pred Bogom pomembno. In zato je potrebno spreobrniti. Pri nekaterih se to zgodi nenadno, tako kot je bilo pri svetem Pavlu, čudežno. Drugi pa počasi pojavnejo ali pojavnemo, kaj je bolj in kaj manj pomembno. Pri apostolu Pavlu je Bog posebej, na poseben način posebej v njegovo življenje. Obsejano, da je Jezusova luč in iz pregajalca je postal oznanjevalec Božje besede do konca zemlje, kakor smo slišali. Temelj njegovega oznanjevanja je postal odnos z Jezusom in ta odnos je potem želel prenesti na vse svoje brate in sestre. Nekaj podobnega se lahko zgodi tudi v našem življenju, taka mala spreobrnenja. Bral sem pripoved neke žene, ki opisuje, kako je svojo znamko ji pomagala, da se je spreobrnila. Ta znamka je imela moža in imamo kar prebral. Moji znamki je nekrat sporočil, da mu je nenadoma umrla žena in jo prosil, da ga pride obiskati. Ona pa ni nikoli imela lepih odnosov s svakimi. Posebno odkar je ta mož, to je njenemu bratu, preprečila, da bi šel obiskati svojo verujočo mati. Tudi nekatere prijateljice so jo podprle v njeni odločitvi, da ne gre obiskati brata, ki ni imel lepih odnosov v družini. Znate je bila v svojem globoko veri, začela je moliti za svakimi, dala je zanjo za paše, a glavnega koraka ni naredila, ni mogla odpustiti svojemu bratu. Kako naj jo prepriča, piše ta žena, da njeno ravnanje ni krščansko. Prav tisti mesec je beseda življenja govorila o medsebojni ljubezni. To je listički evangeljski stavek, kateri poznate, in potem razlaga tega stavka. Poskusila sem iz znamki prinesla listič s temi evangeljskimi besedami. Na njem je bilo razloženo, kako je treba živeti to evangeljsko zapoved. To se pravi, odpustiti vsakemu, ki te je mogoče prizadel. Čez nekaj dni je znamka vsa veščina prišla na obisk in mi povedala. Potem, ko je prebrala, kar je
človek premaga vse noče in začne gledati po vodi, več po človeštvu in po Bogu da luč in moč za to. In kaj pomeni te besede spremenilec? To pomeni zapustiti svoj način razmišljanja in življenja in na prvo mesto postaviti tisto, kar je v življenju najpomembnejše. To je odnos do Boga in zaradi Boga odnos ljubezni z vsakim človekom. Mnogokrat življenje vzame, kaj pomeni življenje. Še kot bogoslovec sem spoznal duhovnika, s katerim sem se veliko pogovarjal o Bogu. In razlagal mi je, kako smo dostikrat prevarni. Pravi, to mi je razlagal. Pravi, namenimo čas za jutranjo molitev, za večerno molitev, potem prijeli molimo, ob nedeljo gremo k maši, včasih še tudi med tednom gremo k maši, ampak drugo pa urejamo čisto po svoje. Kakor da Bog ne bi imel nobenega vpliva na naše življenje. Je rekel, Bog pa mora biti ne zaprteno škatlico v teh trenutkih molitve, ampak Bog mora biti kot sonce, ki obseva naše življenje. Vsak trenutek, vse tisto, kar je, naj si jeste ali pijete, pravi Apostol, vse je Božja slava. In potem razumemo, da je Bog v našem življenju najpomembnejši. Kako je Kristus sklical apostole? Rekel je, hodi za menoj. In dva apostola, ki je poklical, Janeza in Petra, Simona, sta takoj pustila mreže in šla za njim. Tako tudi jaz. Ko mi uspe zapustiti svoje stvari, se resnično znajdem v njem. In zgodi se tisto, o čemer govori Sveti Pavel v svojih pismih. On pravi, jaz sem namreč najmanjši izmed apostolov. In nisem rekel, da bi se imenoval apostol, ker sem predanil Božjo cerkev. In potem še pravi, on nas je namreč iztrgal iz oblasti in nas predstavil kraljestvo svojega ljubljenega sina. Tudi ta duhovni korak, ko se človek postavi na prvo mesto v življenju Boga, je dejanje Božje milosti. V nekem trenutku potem tudi doživimo, to je tudi spremenjenje, Bog me neizmerno ljubi, Bog me ima rad. Od tistega trenutka opazimo, da je Bog povsod navzoč svoje ljubezni. V naših dneh, v naših nočeh, v naših poletjih, v naših odločitvah, v veselih in tudi težkih trenutkih in težkih okoliščinah. Bog vedno je in nam vedno razlaga. In kaj nam razlaga? Da smo njegovi otroci in nam javno pomoče, da nič ne ubeži njegovi ljubezni, niti napake ker jih on dopušča, da njegova ljubezen objema kristjane, kot smo mi, cerkev, svet, vesolje. On nas ohranja in nam odpira oči na vse stvari in ljudi, saj so vsi srnoti njegove ljubezni. Tako gledati na stvari je tudi sanjsko vreme. V našem delovanju, v našem življenju zasije novost, vem, kdo je Bog, vem, da je Bog ljubezen. To je veliko, nadvse veliko odkritje. Zaradi tega se v našem življenju vse spremeni.
vse na svetu ni, vsak dan ima svoj večer in hitro pride vsak večer. Ljubi to, kar umre. Ljubi njega, ki je ljubezen. In kaj lahko zaželimo drugemu, da bi spomnili Božjo voljo, ki je spremenjena, da bi, kakor je apostol Pavlo posegala Božjo ključ, tudi nam Gospod dal dar, da bomo iz notranjega prepričanja širili Božje življenje okrog sebe in bo vedno več ljudi odkrivalo Boga, ki nas spremlja. Samo da bo smo kristjani, kakršne si želi Bog. Potem nam bo Gospod sam dal milost, da bo vedno več ljudi odkrivalo Boga, ki je ljubezen in bo zato za vse spremenjen. In pri tej naši posebnem način prosimo, da bi se to življenje širilo vse pore človeške družbe in doseglo vse tiste, ki so odgovorni za mir na svetu. Naj nam Gospod